Dober večer v še eni oddaji Pravi ključi. Glasno in odmevno. Tudi v Sloveniji. Za zaščito človekovih pravic. Morda tudi vaših. Dober večer in dobrodošle, spoštovane članice slovenske družine Amnesty International. Nocoj v našem studiu toplo pozdravljam tri moje gostje, tri aktivne članice slovenske sekcije Amnesty International. Nataša Posel, direktorica Amnesty International Slovenija. Dober večer. Dober večer. Alenka Mrakovčič, prostovoljka, tudi vam prijazen pozdrav. Dober večer. In Meliha Tuhčič, tudi prostovoljka. Dobrodošla. Hvala. Vprašanje tako za začetek, za uvod našim nocojšnjim gledalcem, ki nas spremljajo širom po Sloveniji. Borite se za pravice človeka, proti kršitvam, za boljši svet. Pa se da dejansko storiti v resnici nekaj dobrega, tako nekako krhka, bi človek rekel, so dekleta, ki sedijo danes tukaj v našem studiu, tako so naši fantje rekli, ne? Pa v bistvu tako močna, včasih tudi človek, ki ne zgleda tako močan, lahko premika gore, bi rekli, na drugačen način. Je možno, da naredimo svet boljši? Gospa Nataša. Ja, absolutno, ne. Jaz močno verjamem, da je, in tudi organizacija, ki jo danes tukaj predstavljamo, v bistvu dela po tem načelu. No, ustanovil jo je posameznik, ne. Peter Benenson je leta 1961 v bistvu napisal članek, potem, ko je izvedel za dve portugalski študentki, ki sta se znašli v zaporu zgolj zaradi tega, ker sta nazdravili svobodi. No in on je, pravzaprav se je Amnesty tako začela, da je on napisal članek v časopisu Observer, kjer je v bistvu pozval k eni taki mednarodni akciji za pozabljene zapornike, in rezultat tega je bilo, da je bila organizacija v bistvu ustanovljena do konca leta v približno, mislim, da 12 državah. On sam je samo na to pismo dobil preko 6000 odgovorov. No, danes pa obstajajo člani organizacije v več kot 150 državah. Preko 4 milijone, 4,6 milijonov je članov, podpornikov in tistih, ki se udeležujejo akcij po svetu. Tako da vidimo, kaj lahko en posameznik sproži. Ko ste omenili, da zgledamo brhka in krhka, ali kako je že bilo. Naj omenim, da je organizacija pa v Sloveniji pričela 16-letnica, ne? In smo bili tako mogoče tudi v nekem svetovnem merilu, tudi znotraj Amnestyja, en tak majhen fenomen, ker smo bili dolgo v bistvu znani, predvsem v teh vzhodnih državah smo bili novi člani organizacije, predvsem mladi, kajti v Amnestyju v zahodnih državah, zahodnoevropskih državah recimo so še zdaj to velikokrat člani, ki so se, nekateri člani vztrajajo že iz 60-ih let, ne? V siceršnjih državah, tudi ne vem, bolj na globalnem jugu, na vzhodu, pa je tukaj večja starostna pestrost, ne? Ampak mislim, da smo v teh letih obstoja, organizacija torej obstaja že preko 50 let, v Sloveniji letos beležimo 25-letnico delovanja, ne? Da smo dosegli številne pomembne spremembe, ne? Za posameznike, pa tudi za številne posameznike, pa tudi res nekatere močne sistemske spremembe, naj se je šlo za lokalne zakonodaje ali pravzaprav za sprejem mednarodnih standardov. Alenka, študirate še, kaj ne? Kaj študirate? Dramaturgijo. Dramaturgijo. In kako se prostovoljstvo v sekciji, v kateri delujete, vklaplja v vaš študij? Kako to združujete? Mogoče čisto način razmišljanja, ki ga imam iz tega, s čimer se ukvarjam, na gledališče, film, je malo drugačen kot sicer, ker prostovoljci večinoma prihajajo z pravne fakultete, FDV, filozofske, iz teh področij bolj. In Meliha, vi ste študentka sociologije in zgodovine. Kako doživljate ta drugi svet, v katerem tudi delujete, kjer ste aktivni? Ja, v bistvu jaz sem se prvič srečala z samo organizacijo že v gimnaziji, ne? Tako da v bistvu je že dolg časa poznam jo, ne? In potem tudi skozi študij, ne? To so tudi sociološke teme, ne? S katerimi se ukvarjamo, in potem mi je že z faksa znano, ne?
In potem tukaj pri organizaciji sem že skoraj 3 leta in sodelujem na zelo različnih področjih, ne. Tako da od samih učenja človekovih pravic do aktivizma in moram priznati v bistvu, da verjamem, da lahko v bistvu posamezniki dosežemo spremembe, ne. In da vsaj, če že ne moremo čisto preprečiti, pač izkoreniniti pač kršitev človekovih pravic, vsaj lahko pač spremenimo stvari na bolje, ne. Nataša, tale znak, tukaj je le sveča, ki je prepletena z bodečo žico, asociira predvsem na zapor, pa me popravite, če bom narobe povedala, in na luč oziroma svetlobo, ki mogoče tistim, ki so po krivici pristali v zaporu, vendarle tudi skozi vašo organizacijo si je nek optimizem, da bi pa vendarle zmagala kljub dolgim letom, ki so jih morda nekateri po krivici presedeli, ali pa morda to še tudi danes nekatere ta usoda čaka, jo delijo, nekako simbolično tudi s tem vašim znakom. Je danes še vedno tako, da se tudi na tem področju borite, ali so bili to samo začetki? Prebrala sem v tele knjigi iz naše knjižnice Organizacije za boljši svet, kjer govori predvsem o tem, da se je začelo delovanje aktivno predvsem pri zapornikih. Tako je. Jaz sem prej omenila, da je Peter Benenson svojo prvo akcijo sprožil za tako imenovani zapornici vesti. To je izraz, termin, ki ga je upeljala Amnesty International za ljudi, ki so bili zaprti zaradi svojega prepričanja, svojega razmišljanja, svojega političnega mnenja, morda veroizpovedi, etnične pripadnosti ali spolne usmerjenosti in pri svojem delu niso uporabljali ali zagovarjali nasilja. Tako da to je bila nekako prva vsebina dela Amnesty International, torej borba za brezpogojno izpustitev zapornikov vesti. Kasneje se je naš mandat, tako smo takrat imenovali, zelo širil. Zahtevati smo pričeli poštena sojenja političnim zapornikom, borili smo se proti smrtni kazni. Naše delo se je širilo na pravice beguncev, migrantov, iskalcev azila, proti mučenju in slabem ravnanju. Tako da se je naše delo pravzaprav kmalu pričelo zelo širiti, ampak je še vrsto let ostajalo znotraj področja državljanskih in političnih pravic. Tako da to je nekako odražalo tiste kršitve, ki so bile najbolj pijoče v tistih časih, so se pa skozi desetletja, gre vendarle za dolgo obdobje, se je pa tudi položaj v svetu spreminjal. Marsikatere države, ki so bile izjemno represivne, so se demokratizirale in Amnesty je potem postale so tudi ljudje, trendi kršitev človekovih pravic so se tudi spreminjali in tudi Amnesty je svoj pogled razširil. Danes delujemo na spektru celotnih kršitev človekovih pravic, ne samo državljanskih in političnih, ampak tudi ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic. Živimo pač v svetu, kjer preko 900 ljudi pravzaprav kronično trpi lakoto, preko milijarda ljudi živi v neformalnih naseljih, v slamih, kjer imajo zelo slabe bivanjske razmere, velikokrat niti vode ali kanalizacije, sanitacij ne. Ogromno otrok je izključenih, nima dostopa niti do osnovnošolskega izobraževanja. Vsakih 90 sekund na svetu umre ženska zaradi zapletov v zvezi z nosečnostjo in na vsako eno tako žensko je še 20 žensk, ki ima resne težave, pravzaprav pa zaplete pri nosečnosti, ki pa niso smrtni, ampak vse to kaže na razmere, da pravzaprav kljub temu, da smo v teh desetletjih zelo napredovali na mednarodni ravni pri pravni zaščiti človekovih pravic, sprejete so bile številne konvencije, domača zakonodaja je v številnih državah zelo napredovala, pa še vedno ogromno število ljudi živi zelo slabo, so izključeni iz družbe, živi v hudi revščini in temu je tudi Amnesty prilagodila svoje delo. Razširili smo način našega dela, področje delovanja, predvsem razrahljali smo tudi pravilo, ki smo ga v tistih začetnih letih imeli, ko posamezne države pravzaprav niso delovale na lastnih problemih, torej na temah
človekovih pravic v lastni državi, niso tudi raziskovali kršitev človekovih pravic v lastni državi. Temu je, tukaj so bili številni zelo pomembni argumenti, ne, bila je predvsem varnost lastnih članov, pa tudi pravzaprav objektivnost in neka kvaliteta dela, kajti če so bili to zelo razpršeni člani samo, ki so delovali aktivistično, brez nekega profesionalnega jedra v pisarni ali pa smo tudi morali pač po svetu zagotavljati nek določen, seveda visok standard kakovosti raziskovanja, kvalitete naših poročil. No in tudi to je danes pravzaprav po svetu skoraj da povsod člani tudi delujejo na problemih, na temah kršitev človekovih pravic v lastni državi. Tako da je tudi sama organizacija precej spremenila načine dela, kakor tudi vsebino smo prilagodili nekako svetu. Ko ste pa omenili svečko, jo je pa že Peter Benenson, torej ustanovitelj Amnestyja, postavil in je izhajal iz kitajskega reka: bolje je prižgati svečo kot preklinjati temo. Tako da to je tudi nekako način dela, da pravzaprav hočemo narediti nekaj in izboljšati in skozi iščemo načine, kako izboljšati položaj človekovih pravic, čeprav se včasih zdijo stvari zelo hude in zelo kompleksne in zelo velike, ampak vedno znova vidimo, da pravzaprav z objavljanjem dejstev, tudi z spodbujanjem ljudi, številnih običajnih ljudi po svetu, ki nekako združijo svoj glas in iz tega nastane potem močan mednarodni pritisk, ki premakne še tako velike kamne in gore včasih se zdi. Če samo recimo dam en primer, pričela je veljati konvencija za nadzor trgovine z orožjem. Amnesty je to kampanjo sporožil še z sorodnimi organizacijami. Mislim, da je bila prva kampanja leta 2002, ko smo zbirali fotopeticije in si takrat zadali cilj, da jih zberemo 1 milijon po svetu. Zbrali smo jih 1 250 000 in jih predstavili Generalni skupščini Združenih narodov in sledile so leta priprave vsebinske na to novo pogodbo, ki bi nadzorovala trgovino z orožjem, ki v bistvu do sedaj ni imela nekega mednarodnega mehanizma. Sedaj pa je bila ta pogodba sprejeta in sedaj v bistvu države morajo paziti, kam izvažajo orožje in ga ne smejo izvažati v države, kjer bi lahko bilo orožje uporabljeno za kršitev človekovih pravic. To je v bistvu mednarodni mehanizem, ki se je zdel morda 20 let nazaj ali pa tudi še 15, morda nekaj zelo težko dosegljivega, kajti v igri so zelo veliki dobički glavnih držav, ki trgujejo z orožjem, ki iz tega v bistvu zelo veliko zaslužijo in v bistvu se spopazenim takim močnim ekonomskim interesom in seveda političnim se je zdela zelo velika naloga, pa vendarle je bila sprejeta in tudi te velike države, največje izvoznice orožja, kot so Velika Britanija, Združene države Amerike, Kitajska, Rusija, Francija, so podpisale pogodbo, tako da se dosežejo še tako veliki cilji lahko, če se mobilizira zadostna količina mednarodne javnosti in se te zahteve združijo v en močan glas. No in govorijo predvsem o svetovni organizaciji Amnesty International. Slovenska organizacija pa je stara, oziroma bo vsak čas kaj, četrt stoletja. Kako je danes Slovenija pozicionirana v tej organizaciji? Tako je, mi obstajamo v Sloveniji 25 let, prav na dan človekovih pravic bomo torej obeleževali 25-letnico našega obstoja. 10. decembra leta 1988 je bil ustanovitveni sestanek prve skupine, ki je bila takrat prva v Sloveniji, pa tudi v Jugoslaviji tedanji in pravzaprav prva skupina na celem področju vzhodne Evrope. Tako da smo bili takrat takoj na zemljevidu Amnestyja zelo v bistvu taka pomembna točka, ker je bila to dolgo časa prva skupina in potem smo bili kar nekaj let še prva sekcija in edina na tem področju. Zdaj obstaja Amnesty tudi že vrsto let na Poljskem, Slovaškem, Češkem, na Hrvaškem so člani, tako da nismo več sami, ampak smo pa bili že pravzaprav takoj v štartu nekako znani kot ena zelo dinamična sekcija, ki smo glede na velikost, na začetku zelo majhna sekcija, zmogli narediti veliko, tudi bili že hitro recimo aktivni na tematiki beguncev takrat, smo imeli v tistih letih potem veliko beguncev iz bivše Jugoslavije.
Tako da smo imeli, bom rekla, nek sloves zelo ene zdrave, močne sekcije, ki je delovala zelo stabilno in imela vedno zelo močno bazo aktivistov. Ne. Danes imamo 8200 članov in podpornikov V Sloveniji? V Sloveniji, kar je tudi primerjalno, bom rekla, taka ena zelo, smo že v bistvu v nekih srednje velikih sekcijah, ne več v najmanjših, ne, in tudi uspe se nam financirati znotraj lastne države predvsej, kajti znotraj Amnesty imamo taken interni davčni sistem, bi lahko rekla, ko sekcije, ki zmorejo zbrati veliko sredstev, prispevajo določen del prihodkov v mednarodni fond, iz katerega se financira delovanje mednarodnega sekretariata v Londonu in nekaterih in številnih sekcij, ki pravzaprav za svoje delo ne zmorejo zbrati veliko denarja, tako da mi smo to pomoč zminimalizirali na zgolj nekaj odstotkov in pravzaprav nam članarine in prostovoljni prispevki skoraj da v celoti omogočajo naše delo. Mi za naše delo pravzaprav tudi lahko omenim, ne sprejemamo denarja strani države, ne, za naše delo proti kršitvam človekovih pravic. Izjema so le posamični projekti izobraževanja, sicer pa se financiramo izključno iz članarin in prostovoljnih prispevkov, kajti tako ohranimo našo neodvisnost in nepristranskost in nismo potem vezani, recimo, da bi naše prioritete prilagajali posamičnim razpisom. Ne. Ravno to sem vas hotela vprašati, ne, glede na to, da vas država, glede na vašo dejavnost, ne financira in ne podpira, razen, kot ste rekli, ne, določenih projektov, ki jih imate posebej za vašim izobraževanjem. Vendarle za tako pomembno delo, ki ga upravljate, je potrebno zbrati, predvidevam, kar zajeten del sredstev, ne, in to vam uspeva zgolj iz članarino? Ja, v veliki meri, ne. Kot sem rekla, je ta ena izjema za projekte izobraževanja. Sicer pa imamo 8200 članov in podpornikov, ki plačujejo članarino ali prispevke in večino kar z mesečnimi sredstvi. Tako da vabim vse, ki bi želeli podpreti naše delo, lahko odprejo trajnik, lahko nam namenijo del te dohodnine, ki jo lahko vsak državljan, ki prispeva dohodnino, torej 0,3% nameni eni nevladni organizaciji. Sicer ta denar ostane nerazporejen, ne. Tako da je to naš način in s tem uspemo pokriti delo naše pisarne in aktivnosti. Je pa res, da nekateri, oziroma kar veliko jih je, delate prostovoljno, kaj ne, tako kot tudi vi dve. In morda, Alenka, ne, kaj je tisto, na kar ste ponosni v tej organizaciji? Kaj je pravzaprav vaše poslanstvo, vaša namera, vaš izziv, da ste vstopili v to sekcijo? Prostovoljci smo tisti, ko v bistvu predstavljamo tudi nazven in se mi zdi, da pač ljudem, ko jih aktivisti recimo v javnih akcijah, performansih, instalacijah, karkoli pač je v nekem trenutku, v bistvu prihajamo do ljudi in jim približujemo v bistvu te teme, o katerih nič ne vejo veliko o kršitvah in mislim, da je tu naše poslanstvo, da v bistvu ljudem to približamo in da odpiramo oči nekako, da tudi oni z nami skupaj ukrepajo proti temu. Ampak kako jim odprete oči? Konkretno povemo ljudem, poskušamo to na drugačne načine, recimo, če čisto za primer povem, aprila smo imeli akcijo, ko smo zbirali podpise za peticijo za evropske oblasti glede zakonodaje za begunce in mislim, oziroma o beguncih in migrantih, ki dopušča nekatere kršitve človekovih pravic. No in smo ta problem prikazali tako, da smo ljudi povabili k igri, ki smo jo poimenovali Begunec ne jezi se. Tako da so ljudje se postavili nekako v kožo begunca, ki je prisiljen zapustiti svojo domovino in so potem v bistvu kot je igra priljubljena, se premikali po poljih, metali kocko in so, za njih je bila to igra, no, ampak zvedli so pa dejstva, kaj je v bistvu v resnici in na ta način je veliko ljudi v bistvu povedalo, da si sploh niso predstavljali in da so zdaj
zaradi tega mogoče se malo bolj poistovetijo s temi ljudmi in bolj razumejo in tudi podpirajo v bistvu spremembe oziroma se strinjajo s tem in zahtevajo spremembe tudi oni. Skratka, zelo premišljena aktivnost, ne? Postani za trenutek begunec in občuti vse tisto, kar občuti begunec, ne? Ja, tako ste želeli podati. Ja, ne nazadnje so to ljudje taki kot mi, ki so pač v določenem trenutku zaradi mogoče vojne, preganjanja za različnih razlogov, ne, političnega nestrinjanja, kakšnih verskih prepričanj in veliko različnih stvari, ali pa tudi zaradi ogromne revščine in pač brezizhodne situacije, v katero so v bistvu vrženi. To hočem reči, da v bistvu to je, lahko bi bila to jaz ali pa vi. In v neki taki situaciji se potem, če sem nekam prisiljena zbežati, no, kaj se z mano dogaja. Tako da, če si predstavljam jaz, da bi se to meni zgodilo, se dosti lažje s tem poistoveti. No, morda je to tudi v drugih življenjskih situacijah dobro postaviti se v nasprotno vlogo, kaj ne? Tako. Meliha, vi pa izvajate projekt v šolah, Šola človekovih pravic. Kako to poteka? V bistvu gre se za to, da izvajamo brezplačne delavnice v osnovnih in srednjih šolah. Obstajajo tudi v bistvu različna usposabljanja za učitelje in tudi ostale strokovne delavce, ne? Ampak jaz bom zdaj govorila pač o delavnicah, ki izvajamo na šoli za mlade, ne? V bistvu je tako, da je več različnih tem, naprimer revščina, na splošno o človekovih pravicah, o diskriminaciji, o človekovem dostojanstvu, o strpnosti. In čisto v praktičnem smislu pač vse poteka tako, da se šole pač na začetku septembra prijavijo na te delavnice, ne, in nas prosijo, da jih pridemo izvajati, potem se zmenimo za urnik, pridemo na šolo in potem vse poteka v bistvu tako, da čim bolj poskušamo vključiti mlade, ne, da v bistvu oni sami grejo, ker to so v bistvu zelo njim kar blizu teme, naprimer revščina. Ampak zdaj v bistvu mi jih vodimo, ampak ne, da pridemo mi tam in predavamo, ne? Ampak se gre za to, da pač oni sami pridejo do določenih ugotovitev, ne? Tako da potem navadno poteka tako, da se usedemo v krog, ne? Ker tako bolj se med sabo, da poteka kot pogovor. Potem imamo različne igrice, v bistvu skozi različne igrice se med sabo spoznajo, jaz jih spoznam, ne vem, povejo, katere so njihove najljubše človekove pravice in potem začnemo z izvajanjem teh pač delavnic, oziroma imamo tudi filmčke, različna gradiva, ki jih tudi pripravimo in tudi pošljemo na šole. Zdaj te v bistvu delavnice lahko pridemo mi izvajati oziroma tudi učitelji, ne, in pošljemo pač gradivo, ne. No in tako vzgajate že osnovnošolce in srednješolce in ko jih povprašate, ali veš, katere so tvoje pravice in da ne bi bile kršene, ali so lahko kršene, ali vedo najmlajši? Čisto odvisno, v bistvu čisto odvisno od šole, ne. Tako da eni, ja, v bistvu zelo poznajo še, v bistvu vse svoje pravice poznajo, ne, dolžnosti včasih nobene, ne, ampak jaz jih vedno osebno opozorim, da pač ker so naše pravice, vse pač, čisto znane so jim pravice, ne, kaj so njihove, ne, ampak jaz rečem, da se pač njihove pravice končajo tam, ker se začnejo pravice drugega, ne, tako da tudi na to moramo vedno biti pozorni, ne, da s tem, ko pač imamo določene pravice, da ne gremo pač v sfero drugega, ne, da ne bomo pač začeli kršiti od nekoga drugega pravice, ne, tako da, ampak navadno ja, navadno v bistvu otroci po šolah kar poznajo svoje pravice. Torej jih že zelo zgodaj ozaveščate? Zelo, ja, zelo zgodaj. Gospa Nataša, kar mnogo je projektov v teh 25 letih, ki jih je Amnesty International Slovenija pravzaprav zakrivila, bi rekli, v smeri rešitve. Katerega bi izpostavili kot nekako mogoče v tem praznovanju, v tej obletnici, kot najpomembnejšega, ki ga lahko
končate s klicajem? Ojaj, to je pa zdaj res Jih huda je mnogo, izbira. kaj, ne? Ja. Mogoče, če mi dovolite nanizati mogoče nekaj uspehov, vendarle, ker zdaj v 25 letih izbrati samo enega, se mi zdi, da mogoče, če omenim recimo tistih prvih letih, ko sem ravno omenila, da so bili že, da je bila zelo pomembna tema begunci iz bivše Jugoslavije, ki smo jih imeli v enem momentu več kot 70 000, ne, je zelo dolgo trajalo, preden se je zakonodaja zanje uredila, pa tudi razmere, ne, so recimo Amnestija na mednarodni ravni sprožila leta 1997 nujno akcijo, ko se je vlada odločila, da morajo ti begunci nazaj v Bosno, čeprav razmere tam zanje še niso bile varne. Ne. In potem nikoli nismo prišli do številke, koliko pisem je vlada sprejela, ampak to so bili člani iz vsega sveta, ki so pisali, tako da je v nekaj dnevih vlada to odločitev preklicala in so se kasneje vendarle stopnjevala vrnitev, kot so bile razmere pravzaprav za to varne. Ne. Nekaj beguncev, mislim, da nekaj manj kot 3000 pa je potem jih lahko uredilo trajni status v Sloveniji, ko je bila zakonodaja sprejeta. No, potem smo naše delo nekaj let usmerjali tudi v policijsko nasilje in pritožbene postopke. Objavili smo tudi raziskavo o primerjalnih sistemih civilnega nadzora nad delom policije in uspešno tudi pripomogli k spremembi zakona, ki je pritožbene postopke nad delom policije naredila bolj neodvisne in sedaj je tudi pritožb na delo policije je veliko manj, rešujejo se bolj neodvisno in tudi ukrepanje bolj sledi, kot je takrat. Uspešni smo bili tudi pri prizadevanjih, da se elektroparalizatorji ne vpeljajo oziroma ne vključijo kot orožje pri delu v policiji, kajti gre za napravo, ki je lahko zelo škodljiva za zdravje, če se uporabi na nosečnicah ali na bolnih ljudeh, na ljudeh, ki imajo kakšne srčne zaplete. Tu ste nastopali samostojno ali kot pridruženi? Tukaj smo v Sloveniji nastopali sami, ampak spet je bila to akcija članov, ne? Ni bilo samo sestanki, ampak so bili tudi pisanje apelov, tako da, ampak je bil to projekt Amnestija, mislim, da se tega ni lotevala nobena druga organizacija takrat, ne. Potem smo to je bila pa taka koalicijska akcija spet za prizadevanje za nov zakon proti nasilju v družini, tako da tudi tukaj smo bili uspešni, ampak to je bilo tudi v koaliciji z drugimi organizacijami, ki so delovali na področju pravice žensk. Tako da v zadnjih letih pa naše delo na Sloveniji predvsej osredotočamo na položaj romske skupnosti v Sloveniji in izbrisanih. Tukaj pa tudi smo uspeli nekako dati bolj na površje in pozornost tako javnosti kot odločevalcev, v bistvu tukaj tudi zelo odprte teme pri tako Romih kot izbrisanih. No, ravno področje, mislim, da je dokaj vroče, še vedno je področje romske problematike in romske diskriminacije. Tukaj ste bili kar aktivni, predvsem vaš kolega, ki dela na tem področju, ki bi danes sicer moral biti z nami, ampak višja sila ga je zadržala doma. Pa bi morda vi povedali, kakšne napredke ste prav na tem področju naredili in ali menite, da država vendarle veliko ne stori in ne pripomore, da bi bilo Romom bolje. Nekateri v Sloveniji so se pravzaprav že zelo vključili v sobivanje z ostalimi državljani. Ja, tako je. Romska skupnost, predvsem na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju, ostaja v številnih primerih zelo izključena iz družbenega življenja. Torej, živijo v posebnih naseljih, v Mariboru, seveda Ljubljani in tudi v Prekmurju so veliko bolj integrirani, ali ponekod povsem. No, v številnih romskih naseljih pa živijo zelo slabo. 30% romskih naselij v tem delu države nima dostopa do pitne vode, nastanitvene razmere so tudi zelo slabe, ni elektrike, barake so velikokrat zelo borne, neizolirane, tako da je jasno, da družine tam, ko je mrzlo, jih zebe, tudi ni neke pravne varnosti, kajti naselja, ki niso legalizirana, prebivalci v bistvu ne vedo, kaj bo z njimi velikokrat, ne vem, že čez pol leta ali leto ali 5 let. Zaradi neurejenosti, torej pravne neurejenosti naselij, si tudi nimajo pravzaprav pravice izboljševati svojih razmer, kajti če nekdo zgradi, naprimer tudi če ima vodo, če si zgradi kopalnico, je to nelegalno, in mu jo lahko pridajo
takoj zrušiti, ne? Tako da v bistvu si niti ne morejo izboljševati svojih razmer bivanjskih. Posledica tega je tudi, da otroci ne hodijo v šolo, kajti zdaj recimo smo novembra, ob 5 je že 4. tema. Če si predstavljamo otroka, ki pride iz šole, je čez 2 uri že tema, ga zebe, v bistvu, če še nima vode, ne, je zelo seveda teže skrbeti za higieno, ampak matere so tudi tukaj nekatere zelo požrtovalne in je to, čeprav morajo po vodo v oddaljene bencinske črpalke ali na pokopališča, se še tukaj trudijo, kolikor se lahko, ampak vse to seveda oteži otrokom vključevanje v šolo. Tako da gre za veliko izključenost. Posledice pa seveda to, da so potem izključeni iz trga delovne sile, kajti če niso izobraženi, se ta krog nekako vrti in vrti, ne. Zdaj treba je povedati, da ima pri njihovem položaju v bistvu neko vlogo absolutno lokalna skupnost in država. Romom so velikokrat same občine dodelile lokacijo, kje se naj nastalijo, torej ustalijo, naselijo. Nomadstvo Romov je bilo prepovedano z dekretom še v času Jugoslavije in Romi so nekako v soglasju oziroma z nekim strinjanjem ali prav napotitvijo občine se nekje ustalili, ne. Zdaj ta zemlja je po denacionalizaciji pristala v lasti ali občine, države ali v privat lastnini, ne, kar seveda zdaj povzroča v nekaterih primerih številne probleme, ampak vseeno bi pa država morala v bistvu teh desetletij je bilo narejenih v teh naseljih, ki so še zdaj nelegalizirana, malo ali pa nič, da bi se razmere tam uredile. Po mednarodnem pravu mora država zagotoviti vsem prebivalcem dostop do vode, ne? Pa vendar je številni prebivalci tukaj nimajo in ni prav, da je legalizacija pogoj za pridobitev vode, ne? Morala bi biti voda dostopna vsaj kot začasen ali nujen ukrep, če se pa mora prilagoditi seveda zakonodaja. Kajti živeti danes v Sloveniji z takim družbenim bruto proizvodom, kot ga imamo, pa vendarle imeti skupnosti, ki pravzaprav nimajo niti vode zjutraj za, ne vem, si čaj skuhati, hrano ali se umiti, ne, je v bistvu nesprejemljivo, ne. Tako da mi državo pozivamo, naj tukaj ukrepa, naj zagotovi vodo vsem naseljem in naj ukrepa tudi na legalizaciji, ne. Prostorski načrti so se spreminjali in občine so imele tam priložnosti v bistvu romska naselja vključiti in predvideti legalizacijo, kajti jasno je, če so sedaj na nekaterih kmetijskih zemljiščih, da tam kmetijsko zemljišče ga ne bo več, ne, ali pa ga še dolgo ne bi bilo, tudi če bi se naselje preselilo, ne. Ampak v bistvu gledati ta nek zamrznjen status, ne, in ne ukrepati mora biti nesprejemljivo za državo, ne, in seveda občine. Tukaj država je tista, ki ima po mednarodnem pravu dolžnosti v bistvu ukrepati, občine so pa pri nas seveda samostojne, tako da tukaj morajo biti občine tiste, ki so najbolj aktivne, kjer je pa treba pa stopiti v sodelovanje z državo in poskrbeti, da se življenje romske skupnosti izboljša, ne. Tukaj so nekateri napredki bili narejeni, ne, predvsem Ministrstvo za izobraževanje je poskrbelo za romske pomočnike, potem za nekatere predšolske programe, ne, kjer se dosega predvsem to, da se tudi Romi naučijo slovenščine, ne, kadar to ne znajo in da so nekako vključeni v neke aktivnosti, ki potem seveda olajšajo vstop v šolo, ne. Ampak dokler niso bivanjske razmere urejene, bi rekla, da je to nek štart, ko je potem težko pričakovati še kaj drugega, ne. Tako da mi pač je res, da je Romom, da so naselja bolj urejena recimo v Prekmurju, ne, ampak jaz sem bila morda 15 let ali pa več na neki okrogli mizi, kjer je župan, pa ne vem, ali je bila Murska Sobota ali Tišina, rekel že takrat, da mi smo vedeli, da moramo recimo asfaltirati pločnike, ne, postaviti vodo, saj ne more otrok priti v šolo, se bo prišel cel blaten, če bo šel po v bistvu iz naselja, kjer ne bo ne asfalta, ne kanalizacije, ne. To so v bistvu neka osnovna razmišljanja, zelo človeška, ne, kajti vsak od nas si zna predstavljati, kaj je to živeti v normalnih razmerah, ampak se ne postavimo zgleda v kožo družine, ki pa zjutraj, ne vem, ki mora vsak dan skuhati obrok, pa nima elektrike, nima hladilnika, ne, nima vode. Težko si bi zamislili, kaj bomo danes skuhali ali pa jutri, ne, brez nekih osnovnih življenjskih potrebščin, ne. Ampak tukaj zdaj bi rekla, da človekove pravice veljajo za vse, ne, kjerkoli so nedeljive in tukaj nismo niti na tem, da bi v bistvu zdaj mi odločali ali karkoli, država enostavno ima nalogo
da možnost oziroma da omogoči dostop do vode vsem prebivalcem. In tukaj so stvari v bistvu, ki nikakor ne bi smele trajati desetletja. Tudi bom rekla, Slovenija je tako bogata država, seveda smo v krizi, seveda so varčevalni ukrepi in tako dalje, ampak nekatere države imajo recimo probleme neformalnih naselij ali revščine veliko hujše kot so v Sloveniji. Za Slovenijo to niso niti ekonomsko tako težke stvari, bi rekla, da bi se lahko neukrepanje pravzaprav sploh toleriralo. No, zdaj, ko smo spremljeni na televizijskem ekranu tudi nekatere bivanjske razmere Romov v Dolenjski in pa po Beli krajini, naj povem, da tudi naša medijska hiša praktično spremlja prizadevanja lokalnih skupnosti, ki pa dejansko si prizadevajo se v jugovzhodni Sloveniji, le primer je recimo Trebnje, ko so ta problem na svoj način rešili, ali pa prizadevanje tudi v Krškem, ker se stvari na nek način urejujejo. Mogoče resnično malce težje prav na področju Novega mesta in pa dela Bele krajine. In jaz sem prepričana, da se bo tudi ta nocojšnji apel slišal na obeh straneh, tako na strani pri Romih, ki so tudi naši, moram reči, vse našem okolju, kar zvesti gledalci, kot tudi na strani še drugih lokalnih skupnosti, in da bodo strnili vse sile, tako enim kot drugi, za boljše razmere. Je pa morda tudi en apel državi, če hočete tudi z naše medijske hiše, veliko je tudi sicer še ljudi po državi, ki tudi žal še nimajo vode, in tudi njim je morda ta krivica na nek način, ta pravica še tudi kršena. Tudi na tem področju verjetno delujete. Ja, jaz moram reči, da medtem, ko vidimo, da je to v romskih naseljih en sistematičen položaj, kajti kar 30% romskih naselij v tem delu Slovenije nima vode, gre tukaj... V jugovzhodnem delu, mislite? Tako, ja. Medtem, ko pa za neromsko prebivalstvo pa pravzaprav se k nam ni obrnil še nihče, in tudi mi vemo, da tudi na Dolenjskem in tudi drugje so zaselki, recimo so ceste, kjer ni še vode, ampak da bi pa kdo imel prav težavo, da bi pa moral recimo hoditi kilometre in kilometre po vodo, ki bi imel potem tako malo, da se mora odločiti, ali bo s to vodo skuhal, ali bo opral, ali bo umil otroka, zato ker je moral iti po njo par kilometrov peš ali se vsak dan z avtom peljati ali na bencinsko postajo ali na pokopališče, tega pa pravzaprav ne vemo za neromsko prebivalstvo. Če bi Romom v romskih naseljih recimo gasilci redno dovažali tudi v cisternah, recimo bi oni to vodo vse tam imeli, tako da bi se kje lahko ali vsaj začasno našle tudi druge rešitve kot trajen vodovod. Ampak moram reči, da gre tukaj vendarle za razliko med romskim in neromskim prebivalstvom. Eno je tudi dostop do vode, drugo, kar imenujemo pravna varnost nastanitve, torej da imaš sklenjeno ali najemno pogodbo ali lahko spostaviš lastništvo. Vsega tega ni možno v nelegalnih naseljih narediti. In tukaj, kot naprimer v Dobruški vasi v Škocjanu, kjer sedaj se čaka, torej se bo naredila tam čistilna naprava in ekonomsko-trgovski center, cona, v bistvu je to ena taka huda negotovost, ki si je kdo od nas ne more predstavljati, kako hudo je živeti v bistvu v hiši, za katero ne veš, ali bo tam čez pol leta ali kaj točno se bo zgodilo. Tako da je ta pravna varnost tudi zelo pomembna, vključevanje romskega prebivalstva ali katerega koli drugega, da se pač, če se nekaj planira na tem področju, da se Rome vključi, da se jih obvešča, da se jih vključi tudi v odločitve. Tako da to so v bistvu zelo pomembne stvari, ker moramo pa vedeti tudi, da pri Romih, s katerimi, mislim, številni so tudi taki, ki so si zelo prizadevali, da bi se preselili, pa recimo jim na trgu stanovanja ali recimo kakšnih prostih stanovanj znotraj občine ni, na kateri bi se lahko prijavili, ali da se že mogoče špekulira, da tako ali tako ne bodo mogli plačevati najemnine, ali če gre za zasebne stanovanjske enote, ko zvejo, torej po telefonu je to stanovanje pa hitro oddano, če ga v bistvu je povpraševanje strani Romov. Občine pa nimajo zadostnih kapacitet za kakšne neprofitne ali socialne stanovanja, kamor bi lahko zaprosili tudi Romi in se tako mogoče tudi preselili iz romskega naselja, se bolj integrirali v neromsko življenje, tudi mogoče se približali ostali infrastrukturi, kot je šola, kot so službe in tako naprej. Tako da aktivno vlogo države in občin tukaj absolutno moramo pričakovati. Ja, zagotovo še precej časa verjetno nedokončana zgodba, ampak mogoče samo eno vzporednico.
Kje je Slovenija na področju reševanja romske problematike v odnosu do ostalih evropskih držav? Zdaj, nekatere države imajo romskega prebivalstva več, nekatere manj. Sigurno je za tiste, kjer je Romov več in kjer živijo tudi v slabih razmerah, so to spet bolj kompleksni izzivi, ki jih čakajo, ne. Tako da jaz zdaj, če primerjam, različni so pač aspekti, ne. Ne vem, sem belgijski veleposlanik, ko se je oglasil pri nas, je rekel, da tam recimo v številnih državah so Romi še vedno nomadi, jih imenujejo travelerji. V Belgiji recimo morajo imeti vsaka občina vodo za te primere, ne. Torej, če se kdo ustavi, če se Romi, torej ti potujoči travelerji ustavijo, mora vsaka občina imeti kapacitete, da jih v bistvu, da legalno lahko torej ustavijo avto s prikolicami, kakorkoli, ne, in v bistvu načrpajo vodo, ne. Tako da vemo pa, da so v številnih drugih državah, recimo Romunija, Slovaška, Madžarska, se dogaja velika diskriminacija, zelo visoka je nestrpnost tudi v nekaterih teh državah, prihaja tudi do nasilja, ne. Izključenost iz šolskega sistema je prav tako velika, ne. Tudi poročilo, ki je bilo objavljeno za izključenost romskih otrok iz izobraževalnega sistema za Slovenijo, recimo, ki ga je Amnesty objavila, podobna poročila imamo za Slovaško, za Češko. In tudi prihaja do prisilnih izselitev, recimo zaradi rušenja domov, ne. Tako da je to neki izziv, ki je za Evropo zelo velik, ne, ker v Evropi je, ne vem, 10-12 milijonov Romov in to je izziv, ki čaka številne od teh držav, ne. Bi pa rekla, da ravno Slovenija z nekaterimi praksami, ki jih je že povzela, naprimer spodbujanje programov za predšolske programe za romske otroke, ne, romski pomočniki, so neki primeri dobrih praks, s katerimi se lahko Slovenija pohvali tudi pri drugih državah, ne, in tudi na ostalih primerih so morda za Slovenijo to lažje rešljive stvari, kot pa za katere države, ki jih imajo res ki so tudi večje države, ampak recimo tudi večje število neurejenih naselij in tako naprej. Tako da tukaj se Slovenija lahko pokaže kot en dober primer znotraj Evrope, če le še malo pohiti in nekatere stvari recimo zelo aktivno uredi. Recimo, da tukaj je lahko Slovenija tudi zgled dobre prakse na kar mnogih področjih drugim državam in tudi vaš glas je pri tem reševanju problematike verjetno kar dosti pripomogel, kaj ne? Tako, pri nekaterih stvarih ja, pri drugih pa smo še v tej fazi, ko šele opozarjamo, pa kličemo k tem, ampak čez nekaj let smo pa lahko tam, da bo Slovenija res bi lahko bila zgled, če le naredi nekaj zelo pravih korakov in zelo hitro, mi upamo. No, Alenka, kličete pa tudi za pomoč na tak in drugačen način s pomočjo tako imenovanih apelov. Tako je. In ravno se bo v bistvu začel maraton pisanja apelov. 10. decembra je dan človekovih pravic in v bistvu proti temu datumu nekako gre ta akcija. Zdaj letos v Sloveniji zbiramo podpise oziroma bom še razložila, kaj točno, za 9 posameznikov oziroma skupine ljudi, ki so jim kršene človekove pravice. 8 jih je v bistvu iz celega sveta, eden je pa iz Slovenije. In kaj je pravzaprav apel? To je pismo, ki je naslovljeno večinoma na neke predstavnike oblasti, na predsednike države, predsednike vlade, ministre, župane in tako dalje. In v bistvu zahteva pravico oziroma pač ureditev razmer, izpustitev kakšnega zapornika vesti, razne stvari. In zdaj, tako, če mogoče kar kakšen primer. Vse razloženo. Ja, to so maraton pisanja apelov, ki jih sedaj zbirate ob vaši obletnici, ena izmed aktivnosti, ne? V bistvu imamo vsako leto je maraton pisanja apelov in poteka tudi v vseh drugih Amnesty sekcijah. Zdaj trenutno, mislim, zdaj je pač letos obletnica, tako da je to še sovpada trenutno, ja. Drugače pa vedno to pač decembra. No pa bi mogoče prav ta slovenski primer izpostavlja. V bistvu pišemo za izbrisanega Alija Berišo.
ki je eden izmed izbrisanih. Pač, če se spomnimo leta 1992, ko so izbrisali več kot 25,000 ljudi. No in Ali Berisha se je sicer rodil na Kosovem, potem pa je živel in delal v Mariboru. Iz Slovenije so ga deportirali v Albanijo, kjer nikoli prej ni bil. In trenutno je v Nemčiji, od koder se ne more vrniti oziroma se ne more vrniti skupaj s svojo družino. No in zato pišemo naši predsednici vlade in v bistvu prosimo in zahtevamo, da se ta krivica popravi, no, in da se mu omogoči, da se vrne nazaj v Slovenijo. Jaz bi rada še nekaj dodala. V bistvu zelo veliko osnovnih in srednjih šol po Sloveniji tudi sodeluje, ne, vsako leto pač pri maratonu pisanja apelov, tako da nam oni v bistvu tudi zelo pomagajo, ker tudi napišejo zelo veliko število apelov, ne, iz šol. Apel in da pride potem do peticije, je potrebno veliko podpisov. Jih dobite? Tako je. Vsi podpišete? Ja, in vabljeni seveda vsi, ki tudi to gledajo, da podpišejo. Oni lahko v bistvu na naši spletni strani imamo vse te primere, ki so vsi razloženi in se jih da pač na spletu podpisati. Drugače pa povabimo ljudi tudi tako, na ulici imamo kot javno akcijo vedno, drugače pa potem še na raznih drugih javnih krajih, recimo v knjižnicah, potem prostovoljci sami med svojimi domačimi prijatelji v drugih društvih, kakorkoli. V glavnem prosimo ljudi, da pišejo z nami ali sami napišejo pismo, tudi še kaj drugega izdelajo, ustvarijo in opozarjajo na te kršitve oziroma pač podpišejo te apele. Tako da mislim, da je, mogoče bo Nataša povedala, koliko je bilo lani teh podpisov. Mislim, več kot 10,000. 12,000, po celem svetu pa skoraj 2 milijona, ne, ker je to res akcija, ki poteka v istem času decembra, okoli Dneva človekovih pravic, po številnih državah in je res to taken močen mednarodni pritisk, ki se pol okoli teh primerov združi. In zgodijo se pa pač tudi resnično spremembe. No in tukaj pozivate in pravite, kaj lahko naredite, pošljite apel vladi in se v njem zauzemite za Berisho in ostale izbrisane. Pa bi se morda čisto na kratko dotaknili še zgodbe izbrisanih v Sloveniji, gospa Nataša. Tudi tu je vaš glas zelo odmeval. Ja, in to je spet ena taka zelo odprta zgodba in zelo huda rana Slovenije in nekako tudi madež na ugledu Slovenije, ne, ki se nekako ne bo umaknil, dokler Slovenija tega problema ne bo popravila in mislim problema, ne, teh krivic izbrisanim, dokler jim ne bo popravila. Ne. Za nami je ravno sprejem zakona o odškodnini izbrisanim in tukaj smo nevladne organizacije in predvsem izbrisani, ne, si prizadevali vplivati na ta zakon, ampak predvsej neuspešno oziroma v celoti neuspešno, že tako rečem, kajti odškodnine ostajajo prenizke za izbrisane, ne, gre za dolga leta življenja brez statusov, ne, življenja, ko ljudje niti niso vedeli na začetku, da je šlo za nek kolektivni sistematični ukrep, ko so številni v bistvu se skrivali, številni so bili izgnani, številni niso upali z drugimi spregovoriti o tem, ker so mislili, da gre za neko napako, da so morda sami nekaj naredili, da se bo nekaj popravilo, pa se vendar ni. Ne. Številni so potrebovali leta, da so si uredili gov status nazaj. Ne. Številni so nad tem obupali, ko so jih izgnali enkrat ali večkrat, ne, in je bilo zelo težko za njih pravzaprav iz tujine nekako ukrepati in si ta status urejati. To je bilo povezano s stroški, z vizami, z dokazovanjem, ne, velikokrat, tako da tudi sam status jim pa še ni omogočal ničesar, niti odškodnine, niti nekega dostopa do recimo služb, ne, tako da gre za zelo hude zgodbe in ta sedaj odškodnina,
ki jim je odmerjena, bo pravzaprav ostalo na Evropskem sodišču, da presodi, ali je to zadostno ali ne. Zagotovo je to glede na škodo, ki so jo utrpeli, preniska. Zakon pa ne vsebuje tudi drugih ukrepov, ki bi jih neka korektna poprava krivic morala. Ne odpira možnosti, da bi si izbrisani, ki jim zdaj to ni več omogočeno, še lahko uredili status, kajti ta urejen status je sedaj postal filter za to, ali nekdo lahko dobi odškodnino ali ne. Otroci izbrisanih še vedno niso vključeni v noben ukrep in tako je Ali Beriša, kot smo lahko slišali, se sam sedaj lahko vrne, njegovi otroci se pa ne morejo, kar je pravzaprav ukrep, mislim, ovira, ki tudi njemu preprečuje vrnitev v Slovenijo. Ampak proti koncu današnje oddaje gremo, zato morda samo še na kratko o vašem praznovanju, ki ste ga pač na nek način tudi na veliko spromovirali. Danes tukaj na našem omizju imamo kar nekaj letakov, ampak rada bi se navezala na zgodbo, o kateri ste pravkar govorili, to je na zgodbo izbrisanih. Tudi v okviru vašega praznovanja ob 25-letnici delovanja Amnesty International v Sloveniji boste v Prešernovem gledališču Kranj si bodo gledalci lahko gledali predstavo 25.671 izbrisanih. No in kanček te predstave lahko vidijo tudi naši gledalci sedaj na televizijskih ekranih. To je zelo glasno sporočilo in vsi tisti, ki smo na tej predstavi bili, je ta predstava v nas pustila močan pečat. In kaj se bo še zgodilo v vašem praznovanju na tem gledališču? To predstavo prav ob dnevu človekovih pravic posebej posveča Prešernovo gledališče Kranj, ker je pa to prav točno ta lokacija, kjer je bil ta prvi ustanovitveni sestanek prve skupine, se tudi še pomudimo v Kranju in dan kasneje, 9. decembra, bomo imeli tam koncert simboličnega orkestra in Terra Folk skupine. Naslednji dan, torej na dan človekovih pravic, pa bomo ta koncert Terra Folka in simboličnega orkestra ponovili v dvorani Slovenske filharmonije, tako da vabljeni vsi na ta koncert. Ob tem pa že pravzaprav celo leto vabimo tudi člane in podpornike, da praznujejo z nami. Želimo si, da bi neka dediščina našega praznovanja obletnice ostala predvsem v krepitvi kulture aktivizma. Tako smo podpornike in člane prosili, da povabijo člane, prijatelje, sodelavce, sošolce, sorodnike, se fotografirajo ob torti, torej z napisom Vse najboljše Amnesty, ki ga lahko tudi vsak sam doma spiše, ampak hkrati tudi podpišejo apel proti kršitvam človekovih pravic. Sedaj podpisujemo apel proti prisilnim vrnitvam migrantov, iskalcev azila iz grške meje, torej meje med Turčijo in Grčijo. Tako da so to aktivnosti, ki nekako posvečamo 25-letnici, tudi maraton pisanja apelov smo omenili in v teku je še tudi cikel predavanj na temo človekovih pravic, ki ga izvajamo v partnerstvu s fakultetami in s predavatelji po 5 slovenskih fakultetah. Tako da vse se pa nekako, maraton traja še cel december, ampak nekako se pa ostale stvari pa zaključijo prav na dan človekovih pravic, torej z 2 koncertoma. Ja, zelo veliko teme nam je še ostalo, morda še za kakšno oddajo ali 2. Verjamem, da bomo v kakšnih krajših prispevkih na temo, predvsem nekaterih žgočih temah, ki ste jih danes omenili, še razpravljali. Ampak zaključimo optimistično, zaključimo z vašim praznovanjem. Praznični december se praktično bliža, je pred vrati, pravzaprav že vstopamo van in poziv našim gledalcem, da tudi oni spečejo torto, da se tudi oni fotografirajo in kako vam in vsem ostalim, katerim so kršene človekove pravice, na tak način lahko pomagajo. Nataša. Ja, torej za samo torto vas vabim, kot sem rekla, da spečete torto, se fotografirate. Na naši Facebook aplikaciji lahko fotografijo naložite in tudi vse podpise, ki jih zberete. Lahko nam pa vse to pošljete tudi v papirnati verziji na naš naslov na Beethovnovo 7, našo pisarno. Vabimo vas, da se udeležite maratona pisanja apelov. Lahko apele samo podpišete, najdete jih tudi na naši spletni strani, vsakomur lahko pošljemo ta letak tudi na dom. Lahko pa organizirate svoj en majhen dogodek ali s svojimi sorodniki, sošolci, znanci, sodelavci in se udeležite te akcije. In pa seveda še enkrat vabljeni na naša 2 koncerta v Kranj in Slovensko filharmonijo 9. in 10. decembra.
No in vse najboljše s torto, spoštovane gostje, drage članice Amnesty, vam in vaši organizacije želimo tudi iz naše medijske hiše. Torej s torto, ki jo prinaša sedaj naša urednica informativnega programa in pa s kolegi, ki so nocoj tudi tukaj z nami v studiu, se pridružujemo vašim čestitkam in tako simbolično dodajamo tudi svoj kamenček v mozaik vašemu boju in vašim prizadevanjem za boljši svet. Krasno, najlepša hvala vam. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, morda ideja tudi za vas, da na tak simboličen način pristopite k ustvarjanju boljšega jutri za človekove pravice, za lepši svet, tudi vi. Lahko noč.